Vrtek z Vršiča. Živijo, živijo in dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter, danes se potepamo pa po Trenti. Za izhodišče sem si izbral Trento, trenutno sem v zadnjici, moj prvi cilj je koča na Doliču, pa kar po ta strmi gor na Kanjavc, ki je moj glavni cilj danes, od Kanjavca po grebenu naprej do Poprovca, da vidim malo dolino Triglavskih jezer, dol na Prehodavce in nadaljujem nazaj v Trento, zaključujem en krasen krog, več ali manj pohodniški. Tam, ker ne bo pohodniški, vam bom povedal, kako se pride, da je čist pohodniški. Se pravi, da ne rabite nič čelad, nič prijemanja skar, nič plezanja, nič izpostavljeni, pa boste šli na več kot 2500 metrov. Tako da, ajde, gremo. Na prvem razpotju, oziroma do prvega razpotja, sem se pa tudi že ogrel. Pogačnikov dom na Kriških podih, Dolič. Gremo naprej. Okoli 1400 metrov višji, Pogačnikov dom na Kriških podih. Tole je moj današnji cilj. Med drugim pa to tudi najvišja stena v Sloveniji. Seveda, kot sem že rekel, Kanjavc, stena Kanjavca. Sama stena mislim, da je visoka okoli 1500, 1600 mogoče, v glavnem najvišja v Sloveniji. Še mimo te zadnje stavbe. Zdaj pa sam še jaz, mulatjera in narava. Stena Kanjavca, tole je Vodnikov Vršac, potem pa naprej so pa Prehodavci in Zasavska koča, pa začetek Triglavskih jezer doline. Tole je pa Zadniški vzebnik. Sta pa in tale Vodnikov Vršac in Zadniški vzebnik dva taka razglednika, da te pa sezuje. Še 4 ure do Doliča. Tole je bilo tudi razpotje, kjer se bi šlo lahko desno na Prehodavce in bi lahko tudi tukaj se pol dol vračal, ampak ta pot tukaj pod Kanjavcem mi sploh ni všeč, tako da sem raj v Trento spustil, vam bom pa pol kasneje v dnevu pokazal, kje se zavije na to pot.
Tukaj na tem platoju sta bile dve žičnice. Ena je šla proti Koči na Doliču, ena pa proti nekdaj najvišji stavbi v Sloveniji, ki so jo med času Rapalske meje zgradili Italijani. To je vojašnica Morbena, čeprav se nekako drugače imenuje, no, nekega kralja Luigija, ne vem. V glavnem, tukaj sta bile dve žičnice, ki sta gor peljali. Tukaj ob slapu se pa začne tudi ena zelo zahtevna pot, ki gre gor proti Doliču. To sem šel pa 3 leta nazaj. Si lahko tudi video pogledate, sem šel pol še čez Kanjevčeve police, pa na Prehodavce, kjer sem prespal. Pišu, kako je lep tale Pihovce. Sploh v takelem jutranjem sončku. Je pa tole po mojem pot markirana pod najmanj markacami v Sloveniji. Mislim, da od table dol, se pravi te zadnjega križiša, ki že 1 uro za mano, da nisem še ene markacije videl. No, se opravičujem. Verjetno jih sam zato nisem videl, ker so toliko zbledele. Kakšne mislite, da bi bile tele table, če ne bi bile gravirane, ampak imele nalepko gor z napisom? Po mojem so te table stare že 15 let. Zadnjič sem pa 2 videa nazaj, ki sem šel na Krn, sem poslikal gor, oziroma posnel gor na krnski Škrbini table in me potem Albert klical, ki je lansko let te table lastnoročno montiral. Se pravi, v eni zimi je ena nalepka se čisto odlimala in ni več, 3 so pa čist, jih pa pač naslednjo pomlad ne bo več. In zdaj si zamislite, da imaš kot oskrbnik ali popravljalec pohodniških poti, gorskih poti, 40 takih tabel. In zdaj moraš iti to tablo gor iskati, sploh vedeti, da ni več nalepke, jo iskati, odšraufati, dol prinesti, poslati, da jo prelimajo, nazaj gor iti zmontirati in upati, da drug let ne bo isto. Že prvi tujci iz Koče na Doliču. Glejte malo, kako se noro vidi.
Kakšna mojstrovina je tole. Pa še takale kulisa. Te pa narediti vrže. Tukaj so pa Kanevčeve police, pa kjale čez so pa prehodavci. Sem pa mislim, da prej onega tamle zadaj poimenoval vodnikov Vršac, je pa letale. Vidite to pično steno. No, ko si na vrh te stene, oziroma na vrh Vršaca, si na vrh stene. In ko dol pogledaš, imaš direkt odbit, par 100 metrov. In tiste tudi baje priljubljena odskočiščna točka za base jumperje. Pa sem imel pa tle Italijani. Čist možno, da je kakšen steber za vlečnico. Kva pa ta panorama je. Prepoznate kaj vrhove. Tole se pa že neki meglice vlečejo. Dole pa tudi prvič ugledamo tam gor Kočo na Doliču. Pa kmalu bomo prišli tudi, se mu združili s tisto potjo, ki sem rekel, da je od Žičanc gor zelo zahtevna. Tole zdaj kmalu se nam bo priključila. Tukaj dol se vidi potka, o kateri sem prele govoril. Zdaj bo še Kanevčeve police pokazal. Prav neverjetno izgleda. Tukaj čez grejo, pa pol, kaj je zadaj, pa kaj gor. Noro. Zadnjica, zadaj pa Jalovec pa Mangart. Evo, cep za pot čez Komar, se reče teli, ta zahtevni iz Zadnjice. Tole je pa prvi sonček danes, tako da je tale tura idealna za vroče dni, ker praktično cel vzpon ste v senci. Je še 15 minut, pa sem prekoči. Če malo nižji dol ni bilo nobene markacije, so se pa zgleda tle učili delati markacije. Še en pogled nazaj. Tukaj se desno gor odcep pot proti Triglavu. Tole zna biti, da so ostanki italijanske koče tlele. Tole je pa zdaj Koča na Doliču. Dobrodošli na Doliču. Zdaj, če bi hotel iti po čist pohodni poti gor na Kanjavec, bi tukaj nadaljeval. Tukaj pa pol desno na Hribarce, pa tam gor na Kanjavec. Moja pot bo šla pa kar tukaj gor.
Še Kovča z druge perspektive. Tole pa prvič dan s Triglav. Trenutek za razglede. Tole je desno, tole je Mišel vrh, pa potem Tost, spodaj je Velo polje, Veliki Mali Draški vrh zadaj, pred njima je Werner, tole je pa seveda Triglav, tamle je Škrlatica, ne vidim točno, kaj kažem, ker sem na drugi strani kamere. Razor, Prisojnik, Greben Mojstrovk, to po mojem, da vidite. To pa je tale odsek Jeklenice. Evo ga, dobrodošli na Kanjevcu. Malo se zdiham, pa razgledi. Evo, glih prsopiham na Kanjevc, pa me Matej prepozna. Zraven še Juš. Onadva sta pa tudi isto turo sta šla, jaz sem 3 leta nazaj, ne, to, kar sem že govoril. Iz Zadnjice je čez Komar, pa tlele gor, pa sta šla tudi na Poprovc. Turica lepa, razgledi fenomenalni, vse doline, ki obstajajo in ne obstajajo. V glavnem top. Pohvala Petru za top posnetke. Hvala. Zdaj se pa onadva tudi razdvojita, en gre nazaj na primorsko stran, en pa v Bohinj. V Ukanc na Čevapčiče, bratu. Evo, Tako, to je da si bom zaslužil, evo. motivacija. Srečno je, fajn. Hvala. Srečno. Bomo začeli na Triglav. Tukaj je Planika, poj dol konjsko sedlo, zadaj se vidi tudi Debela peč, pa Stol v ozadju, Gorenjska ravnina, pol so Mali, Veliki Draški vrh, Tost, potem je tole, kot sem že prej rekel, Mišel vrh, levo na drugi strani doline je Werner, spod Velo polje. Mislim, da se Vodnikovega doma se glih ne vidi. Potem tole Mišelski konc, pa tale, kaj pa že, vrh Hribarc meni se zdi, ali tale naprej vrh Hribarc. Škednovc je tamle zadaj, smo bili nedolgo nazaj z Janezom pa z Alešem. Debeli vrh naprej, pol so tole Vršaki, ja, zadaj je Vogel, smučišče, pa Južni Bohinjski greben. Tole je dolina za Kopico, obe Zelnarci, desno od tukaj je dolina Triglavskih jezer, zadaj je Krn, tole je Lepo špiče, tole pa še zahodni vrh Kanjevca. Pa gremo še proti zahodu pogledati, oziroma severu. Tukaj zadaj je Kukova špica, pol so Rokavi, Škrlatica, pred njo je Dolkova špica, pa potem Stenar, Pihovc, malo desno je Bavški Grintovci, sicer se bolj težko vidi. Mogoče slišite, ena izdihuje, ki je tako vesela, da je do gor prišla. Bomo tole v oblaku Razor, pa Prisojnik. Tukaj spod je Goličica, Greben Mojstrovk, tudi moja predzadnja tura do Travnika, če vidite, kjer je najvišje, mislim, da sem prav pokazal. Pa potem
Jalovec, Mangart v oblaku. Danes je bil tudi Jalovec ena od variant, da bi šel, ampak še dobro, da nisem šel. Tamle je Bavški Grintovec, zadnji tudi montaž, pa to se ne vidi. Pa Kanin je tudi rahlo v oblakih. Več pa pol na Poprovcu, pa na Zahodnem vrhu. Še selfie z vrha, pa pičem kele še na Zahodni vrh, pa do Poprovca, pa dol. Tule še dva Čeha pomahala. Zdaj zadnje čase imamo veliko Čehov v videih. Ste čisto vesele, ker ste gor prišla. Zdaj pa ogrevanje znova. Glih super, da se zadihaš. Evo ga, spodaj Zadniški vzebnik. Tole je Vodnikov Vršac. Tamle je, čakaj, ja, tole je jezero pod Vršacem. Tistle je Rjavo jezero, pa Prehodavci. Se pravi, kje sem namenjen, pa se pa dol spustim, pa po uni dolini okoli Zadniškega vzebnika v Trento. Dolina Trenta, spodaj se Bovcvit, Kaninsko pogorje se prej ni videl. Tudi to je bil ena od variant, da grem na Kanin danes, pa tudi še dobro, da nisem šel. No, zdaj naprej bomo še lepši videli tamle s Poprovca. Ostalo je pa zelo podoben. Ja, pogled pred Vzhodnemu vrhu, pa Triglavu. Je pa res zanimiv. Danes sem si prav rekel, danes gremo v easy, nič se mi ne mudi.
tudi hodil gor, sem včasih pač snemal, tako, ne vem sicer, kako bo video zaradi tega dolg, ampak ali pa kako bo boljši ali slabši. V glavnem, res sem si na izi vzel in tele dva s Češke sem, glih, ko sem iz Doliča gor štartal, sem jo prehitil in potem sem bil tle gor 40 minut in sem se prav rekel, piško, kje pa sta, ne? Sta obrnila in pol tudi takrat, ko sem rekel, da je ena valiska, ki je gor prišla, to je bila ta gospodična, smo se malo pogovarjali, ja, in tam vmes tistih 5 metrov zajle, vse skupaj nič, ampak ni še nikoli bila v hribih, da bi bila zajla kje. In jo je itak čisto zmrznila, ampak sta čez prišla, no. Tako da, sta pa iščeta poti, oziroma sta iskala poti, kjer ni zajel, no. Ampak tukaj sta zgleda spregledala. Zadnje cajte pa zelo veliko po grebenih hodim. Tole je drugače tudi še ostank Rapalske meje. Tudi tlele po tem grebenu, pa čez Kanjevec proti Triglavu, pa tamle čez Lepo Špiče je šla nekdanja Rapalska meja. Evo ga, sem že na Poprovcu. Kakšen pogled na Ledičko. Pa spodaj zeleno jezero. Tamle jezero pod Vršaki. Krasen pogled. Pogled proti Škednovcu. Pa nazaj na oba vrhova Kanjevca, zadnji Triglav. Stale pa precej podoben. Dolino za Kopico se malo lepš vidi, ne. Zelnarce, Kopica, mala pa velika Tičarca tamle. Tole je greben Voglov tle. Smučišče Vogel je tam zadnji drugač. Čakaj, še malo moramo iti tam zadnji. Pa še v dolino dol pogled. Kaj je lušten tle na Poprovcu. Sem bil še tle, sigurno ene pol urce. Zdaj pa treba počas dol, ne. Tako da to je selfie z vrha. Zdaj pa najdem, kje šel dol. Tle zgleda okej. Po mojem tle levo šel. Pa pol tamle nekje prehode najdel. Pa slejka prej prišel na markirana pot. Vidim tamle spodaj dva Čeha, ki smo bili prele skup na Kanjevcu. Sem rekel, da smo sigurno še enkrat videli. Pogled nazaj gor, imamo pa takole. Ni glih avtocesta, niso pa tudi prepadi, no. Še minutka, pa sem na markirani poti. Kakšni pogledi se odpirajo.
Ja, zeleno jezero se že vidi, ledvičke pa ne bomo več videli. Tole je pa dolina za Kopico. Razpotje in meni na tem razpotju. Jaz bom šel kar v tisto smer. Drugače pa tole še en del menija, kele proti dolini za Kopico. Evo ga jezero pod Vršaki, zeleno jezero. Tule zadaj je pa še rjavo, jaz bom šel kar proti njemu. Evo ga rjavo jezero, pa prehodavci. Včasih tole jezero tudi presahne. Sem pa dolg časa mislil, da je tole najvišje jezero. Se pravi najvišje ležeče, ne. Ampak zdaj sem, ko sem na spletno stran, ko vse prenavljam, pa probam dati vsaki točki, se pravi, rečemo, da je tole točka, jezero, rjavo jezero, tudi ima morsko višino. Sem ugotovil, da je jezero pod Vršaki, da je par metrov višji kot tale, ne. Tudi prek 2000 metrov. Tako da mislim, da ta podatek drži, ker sem ga 3-krat preveril. Je pa zagotovo tole zadnje jezero, ki teče proti Gorenjski. Naslednje jezero, ki je pod Vršacem, teče v Sočo. Zdaj me čaka pa še ta zadnji vzpon danes, pa sem še dol. Gremo najprej kočo pogledati. Dobrodošli na Zasavski koči na Prehodavcih. Tole je Kanjavec, zadaj Triglav, Vodnikov, Vršac, Pihovec, pa potem je tamle Razor, Prisojnik, dole Zadnjica, tole Zadnjiški vzebnik, greben Mojstrovk, evo Jalovce je spet pokazal ven iz megle. Pa potem Bovški Krintovec, tukajle je pa moja pot dol, tole pa lepo Špiče. Tole pa en gamsep moj tole. Še jezero pod Vršakom, da nam pozabil posneti. Vam grem še bivak pokazati, kako izgleda, če je odprt. Evo ga, tole je poleti so skupna lezišča, pozimi je pa to bivak. Tle na Prehodavcih v bivaku sem že, mislim, da 2-krat prespal ali pa 3-krat. Noter v koči sem enkrat, takrat sem bolj malo spal, ker je bilo vse polhen in pol folk smrči pa vse. To, enkrat so pa z Martino še tamle v eni zasebni sobci prespala. Tako da tle je meni, tukaj mi je luštno na Prehodavcih, pa res je lepo. Zdaj pa moja pot pelje tlele desno, en šel pa še malo levo, probati najdeti tisle skalni poljub. Namreč tisto tablo, ki sem jo posnel, gor je fotka ene take skale, kjer se dve skali, zgleda, kot da se dva obraza poljubljata, no. Pa je lepo. In nisem še videl tega v živo.
Tale pa res na razgledanco. Pogled. A vidite tamle na vrh Vršaka, ki se vidi obraz. Pogled na Zadniški vzebnik. Tukaj pa, kako se noro Molatjero vidi. Kakšna mojstrovina je to. Še en postanek sem tle naredil, ki je tak luštna preproga, je bila pod mojo ritjo. Pa sem pa malo upal, da bo se sonček pokazal, pa se kar noče, glih na robu oblakov je. Tako da gremo malo nižje po sonček. Vedno znova sem fasciniran na tole Molatjero. Zdajle sem še eno Ukrajinko pa enega Poljaka srečal. Sedite v senci in oba skurjena, sploh on. In rekel si, nisem mislil, da je toliko težko 11 km v klanc hoditi. Pa morate vedeti, tle je Molatjera. Tako da je skozi nek konstanten naklon in je ful lažje hoditi. Je pa res, če nisi navajen, sem rekel, ja, pa je pa rekel še, da je gledal vreme, da bo 22 stopinj in da to ni toliko težko hoditi. Sem rekel, joj, ne poznaš teh hribov, kako je v hribih 22 stopinj, ker ti sonce nabija. Sem rekel, zato se pa hodi v hribe zgodaj zjutraj. Tako da, ja, ni enostavno. Sploh, če nisi navajen, nimaš ta prave kondicije, nimaš tudi ta prave hrane, tam napačen del dneva, mogoče tudi premalo vode oziroma tekočine. Pa iz res luštne stvari rata samo trpljenje. Ampak tukaj bi lahko rekel, da je trpljenje v raju. Še ena zanimivost mogoče, tole Zadniški vzebnik, in tukaj gor, tlele v telem gozdičku, je nekdanja vojašnica italijanska in če greš po telem travniku gor, vam bom pokazal, kje se začneš vzpenjati. Priješ te vojašnici in je fantastično lepo je. Pa tle samo prečeš, priješ na potko nemarkirano, na vzebnik gor in pa se dol spustiš. Tudi to turo imate seveda na kanalu v naravo. Marija nakazuje, da prihajamo do prvega razpotja. In tukaj, če bi šel naravnost, bi šel v Zadnico dol, po tisti poti, ki sem jo zjutraj omenil. Bo pa spodaj še eno razpotje, ki se tudi lahko na to pot še enkrat priključiš. Jaz bom pa po tisti spodnji potki šel proti Trenti. Še ta spodnjo razpotje, tele par 10 metrov naprej, se pa pol levo odcep nemarkirana pot proti Zadniškemu vzebniku.
No, tukaj nekje gor sem krenil proti Bojašencam. To je 100 metrov naprej od tele pastirske hiške. Tukaj so pa tudi en let nazaj, oziroma slab let nazaj, prišla gor z Andražem, ko sva tukaj spod sva prečila to, kaj je tle, od vasi za skalo, pa sva šla gor na prehodavce in pol sva šla cel greben Lepega Špiča prehodila, pa še kaj do Travniške doline, do konca Travniške doline, pa dol na tako res epsko prečenje, vsaj zame. Tudi ta video si lahko pogledate na kanalu. Tale je bil pa zgledal kar urnebeske toliko listja po tleh. Sem vedel, da je mogla biti toča. Pa če še danes toliko velika, da je res konkretna. V telih 100 letih, kar ni več Italijanov tle, je voda na parih mestih naredila svoje. Ko se poravna, pridemo v bližino vode, pa feeling, da smo že v dolini, ampak ne, imamo še kar malo do dol. Tale je res dolg spust. Prehodavci so neki 2000 pa še en drobiž, mislim, da 50-60, še 2000, spod gremo pa, mislim, da okoli 600, nekaj takega. Pri tem slapu sem pa tudi prečko strugo in bom zdaj po nemarkirani potki šel do vasi Trenta, ker drugače bi prišel dol, 500 metrov za vasjo, oziroma mogel pol 500 metrov po glavni cesti. Tako bom pa tlele prečil, nisem sicer še nikoli, ampak deluje kar v redu. Tle je celo vlak oziroma cesta. Tale cesta ne bi me pripeljala točno do izhodišča. Zapustim tole cesto vlakov in grem po tele peš poti. Ne, dosete. Še toliko. Ja, nič, pa še ena pauza tlele.
najprej sok lubenice, pol lubenica, pol pa še vse ostalo. Seveda, ko gremo ostalo, mislim, kopanje. Pišuka, še je ledena. Zaključek sem rekel, naredil pa kar v telih prekrasnih malih koritih Soče. Sem razmišljal zdaj, in po mojem sem se tole prav prvič letos kopal v Soči. Bil sem prej že v Koritenci, mislim, da dvakrat, pa v Lepenici, ampak prav v Soči pa mislim, da je prvič. Pa je, sem mislil, da je toplejša, ampak je pa res, da včeraj je mogel tele kar orang dežvati in je po mojem tudi malenkost bolj vodnata, kot je bila pretekle dni oziroma tedne. V glavnem super. Češnja na torti. Tura je bila pa torta, ampak zelo dobra. Taka presna, s samimi vrhunskimi sestavinami. Mulatera gor na Dolič je enkratna, je, sicer je po mojem mnenju malo zanemarjena, bi lahko malo markacisti po mojem, da urejajo gorje, meni si, da ima tole čez, bi lahko malo to uredili. Škoda je, da propada, vsaj to hitro oziroma v taki meri. Pol gor, se pravi, od Doliča na Kanjevc je tako lepa pot, ene 5 metrov je zajle, vse ostalo je pa čist pohodno. Jaz palc niti nisem pospravil, sem jih imel skozi v rokah. Tako da, ful lepa tura, ni, jaz bi rekel tole, da je sicer je po mojem markiran kot zahteven vzpon, ampak za tistih 5 metrov se lahko pa po mojem čisto vsak potrud pa pride čez, ker tudi ni ne vem kvanje. To pol razgledi danes so bili vrhunski. Vzpon je super, ker je v senci, tudi med vzponom vse razglede ste videli danes. Mislim, da sem se kar potrudil, no bom videl, kaj bo ratel, ampak jaz imam feeling, da sem se ful potrudil, da sem pokazal in Mulatero za gor in Mulatero za dol, koliko sta lepi. Pol, tudi tale greben do Poprovca, super, ful lepi razgledi dol v dolino Triglavskih jezer. Užival sem ful sem res užival. Zadnje cajte, več ali manj smo hodili po nekih nemarkiranih poteh, pa malo bolj tako po divini in zdajle mi je kar tako, rekel mi je kar paseliti eno tako čist pohodno v easy turo. Sicer tura je dolga, fizično kar zahtevna, ampak tako v easy, pač hodaš, nič ni treba kaj dosti razmišljati. Tako da, tudi danes sem res na easy sem si ga vzel, dol spust sem šel malo hitreje, oziroma sem kar hodil, za gor sem si pa kar vzemal čas, pa snemal, pa ene 3 malo daljše pauze sem naredil, tako da se da to turo, če saj približen, če ste v formi, se da to turo dosti brez problemov ene dnev narediti. Lepi konci,
najlepši konc. Ne vem, kaj naj še rečem. 2 koči sta vmes, tako da ko modri ste tudi kaj pojesti, lahko tudi prespite, seveda. Turo se da tudi podaljšati, razne kroge z njej delati. GPX, če vas zanima, gor po Poprovcu, pa pol tlele, kje sem prečil nazaj do avta, bo na Buy Me a Coffee. Hvala vsem, ki darujete, res sem vam hvaležen. In po mojem bomo, dajte malo komentirati, no, tudi na Buy Me a Coffee, če ste za, da septembra naredimo eno turo skupno, oziroma kdo bi prišel. Pa to je po mojem, da to, ne. Hvala vsem, ki lajkate tudi, ki kaj pokomentirate. Nekateri ste res prav neverjetni s temi komentarji in sem prav z užitkom jih preberem, pa seveda tudi odgovorim. Nič, vesel sem, tole Posočje je fantastično in jutri nova tura, danes prespim tle in to je to. Imejte lep dan še naprej, pejte v naravo, uživite, radi se imejte, koga objemite, pa še gledajte naprej v naravo. Se vidimo. Čao!